Midva sva v studiu Ritem, kjer Luka snema, ne sme povedati kaj, a ne? Ampak Dajmo reči Disney. Disney. Ja, tako, kaj se tle. Subkultura pa naj še ostane skrivnost zaenkrat. Aha. Ja. In kako ti je to? Noro, ni lepšega. Traja nekaj časa, preden prideš do nivoja, kot je Disney. Zame je bilo to 1 leto in zdaj ga šopamo in je fantastično. Uživaš po mojem. Res, jaz sem s tem odrastel. Jaz nikoli v življenju nisem poslušal. Prav spomnim se, da sem bil star 5 let, da sem imel kasete in sem Alana Menka, Beauty and the Beast, na žigu, ves instrumental, vse te glavne komade. Zdaj pa njegova dela pojem in mi je noro. Pa če tudi so back vokali, hvaležen. Ful dobro, super. Evo, Luka je glih, kdaj si prišel z Londona? Z Londona sem prišel dobri 2 leti nazaj. Aha, ok. In kaj si tam ti študiral? Tam prav doštudiral muzikle, je tako? Jaz- A se reče musical, se reče muzikal? Muzikal, ker je Muzikal. muzika in je Aha, muzikal. muzikal, Ne? okej. Nekateri še pravijo musical, ampak najbolj pravilno je muzikal. Ne? Bomo od zdaj naprej uporabljali muzikal. In ti si doštudiral muzikal. tam. Res je. 2010 sem šel na Guildford School of Acting na smer Musical Theatre, BA, Bachelor of Arts, in 3 leta kasneje doštudiral. In sem zdaj uradno glasbeni igralec. Glasbeni igralec, Ja, ok, cool. Musical Theatre Aha. performer. In kako izgleda tam en dan? Mene ful zanima. Kako izgleda en dan tega študija? Povprečen dan prvega leta in pol izgleda tako, da greš ob 8 zjutraj na najmanj 2-urni plesni trening, bodi si balet, step ali showdance, ali v paru, ali dvigi. To smo imeli tedensko porazdeljen. Potem najmanj 4 do 5 ur acting workshopov, se pravi delanje v skupini, delanje posamično, delanje na kakšnem posebnem projektu oziroma muzikalu ali navadni predstavi gledališki. Potem vmes ali potem greš na individualne ure ali skupinske pevske ure. Zatem pa fakultativno, če se rabi s kakšnim profesorjem oziroma ravnateljem še kaj ekstra dogovoriti oziroma zbrusiti. Potem prideš domov, tam okoli 7-8 zvečer, skuhaš večerjo, skuhaš kosilo za naslednji dan, narediš nalogo, se malo spočiješ, greš še enkrat ponoviti. Mi smo se povprečno mogli do 5 do 6 pesmi na teden naučiti in drug dan ponovi vajo in okrepiš vse znanje in pokažeš, kaj si do sedaj usvojil za nazaj. Ok, cool. In v Londonu je ful konkurenca, je tako? To pa nas se mi zdi, se muzikal šele začenja. Ja, korenini, ne? Ja. Tam je pa to noro, ne? Tam je super. Naprimer, če greš na West End, se pravi, to je londonski, evropski Broadway, s tem pravim. Če greš tja na audicijo za naprimer glavno vlogo, bo prišlo 300 ljudi za eno vlogo, če so odprte audicije. Na Broadwayu pa 3000. Se pravi, valjda se zgodi, da si kdaj tudi zavrne na audiciji? Absolutno. Ok, in kako se s tem soočaš? Tako, da se na audicijo res do dobre pripraviš, da s tem zmanjšaš lasten dvom, strah in živčnost. Aha. In tudi, ko ti rečemo, če te zavrnejo, kaj si rečeš? Drugič bolje, nekaj novega sem se naučil, tega ne ponovim več, če si kaj zafrknil. Ja. Ok, the best. Mi bomo naredili eno delavnico z Lukatom, zaradi tega sva se zdaj tudi dobila, pa tudi tako, ne, zato ker je pač zelo si zanimiv. Povej mi na tej delavnici, kaj lahko pričakujemo? Kaj se bomo naučili? 6 ur bo trajala. Na teh delavnicah lahko pričakujete, da bomo spoznali prvo 4 osnove, ki sestavljajo muzikal. Potem bomo to nadaljevali in obogatili s tem, da se bomo pripravili, da bomo pokazali, kako se pripraviti na audicijo za muzikal. Največ poudarka bomo pa dali seveda na igri skozi pesem. Okay. In to se da naučiti? To se da naučiti, to se da ozavestiti in začutiti. Ne naučiti. In to imaš prav vaje? To so vaje in kar je najlepše glede tega, te vaje se dela tako, da se proba, pa proba. Jaz vas vmes malo brusem, v bistvu boste pa sami začutili, kaj v bistvu tekst govori in kaj je cilj zgodbe znotraj 3 minut, ki je seveda pesem. Zdaj nastopaš v Briljantini. Res je. Glavno vlogo. Glavna moška vloga. Ja, koliko časa si se to pripravljal? Audicije so bile konec lanskega januarja, potem smo pa vse do konec junija, se pravi 5-6 mesecev, smo brusili in vadili, da smo konec junija imeli premiero.
Zagrevam doma. In kako se ti pripraviš, preden greš na oder? Narediš kakšne vaje? Preden grem na oder, prvi greš čez celoten proces, znaš vse na pamet, vse note, vse tekste, da ni kakšnih presenečenj na odru, čeprav vse dogajajo. Priznam. Preden grem pa na oder, jaz naredim 5 osnov, ki jih bomo spoznali na delavnicah, to je minutka in te osnove ti pripravijo telo, ti pripravijo in kar je najpomembnejše, sprostijo te. Sprostijo te. Jaz sem že več kot 20 let na odru in ja, neka živčnost je, sploh ko neko stvar prvič, premierno pokažeš. In najbolj važno je, sta dve stvari. Znati vse, pa biti sproščen. Obvezno. Okay, in to vaje delaš za sproščanje, ki si se jih naučil tudi v šoli in tako, ne? Naučiš na šoli, jaz jih več pokažem, več različnih, potem pa človek apelira to nase, kaj njemu najbolj paše. Okay. Ne? Nekateri meditirajo, nekateri dihajo, nekateri morajo boksati tukaj, odvisno od dneva, ampak ja, jaz dam celo paleto, potem pa lahko vam poberijo posamezniki, kar njim najbolj ustreza. Okay. Si rekel presenečenje na odru, a nam izdaš kakšno presenečenje na odru? Lahko? Z glasovnega področja ali kakšnega drugega? Ja, z glasovnega, malo tu, malo tam. Glasovno, ja, meni, naprimer, končni ton pri Brilantini, pa pridite pogledat, kako meni glas vedno poči. Ja, 1 uro pa pol zdržati in končati z res močnim bumom, tako kot se ponavadi dejanja končajo, je izziv. In meni na koncu, jaz se zelo šlepam na skupinski zbor, ampak meni tam vedno poč, ker so visoki toni, ker je 1 ura pa pol, ker celoten zadnji prizor, ki je kar dolg in par minut nimam požirka vode in se zgodi svoje. Ne? Se mi pa to ne zgodi vedno, imam pa tudi rešitev, ki bomo na delavnici spoznali, kako v bistvu ovlažiti usta brez pomoči vode. Ful dobro. Okay, se pravi, ti delaš na svojem glasu in itak to je never ending story, je tako? Zelo verjetno tudi med spanjem. Mi pravijo, da tudi že govorim, pa se upevam med spanjem, tako da rad imam glas in rad ga raziskujem. Glas je mišica in mišica se vemo, kaj lahko vse naredi, ne? Če jo pravilno treniraš. Ne? Zato jaz pravim, ne da vaja dela mojstra, ampak pravilna vaja dela mojstra. To je pa ful res. Ja. To je pa res. Če se narobe naučiš, narobe znaš. Super. Še zadnji 2 vprašanji. 3 nasvete, če bi dal nekomu, ki je šele začel, zaprav ti že dolg časa delaš na svojem glasu, doživel si in presenečenja in uspehe in vse. 3 nasvete, kaj bi rekel nekomu, ki začenja? Vztrajaj, zato ker glas je mišica, mišico je pa treba natrenirati. In vsak ima ta inštrument, ki ga nosi s seboj. Drugi nasvet, radi imejte svoj glas, kar pomeni brez neumnosti in ne moreš takoj dvigati 200 kg, ampak je treba počasi priti do 200 kg in se ogreti. Ne? In zadnja stvar, ko imaš veliko in ko veliko vadiš, se je tudi treba znati ohladiti glas. Ne? Tako da vse to in še več pa na delavnicah. Ok, še zadnje vprašanje. Izvoli. Kaj bi ti rekel, da je definicija zate dobrega petja, dobrega pevca? Kdo je zate dober pevc? Ok, grem na prvo vprašanje. Definicija glasu je zame simbioza talenta, sposobnosti, se pravi ohranjanja ritma in imeti to fantastično povezavo z možgani in glasilkami, da narediš tisto, kar si želiš, oziroma kar je napisano, oziroma kar je lepo. Okay. To drugo podvprašanje je bilo pa, kdo je zame dober pevec? Ja, kaj je zate definicija dobrega pevca? Ne? Nekdo, ki... Zdaj bom to povezal s plesom. Moje življenje se je začelo s plesom. Okay. Jaz, če vidim plesalko ali plesalca, ki stopi pred mano in sem v režiji in naredi 16 pravilnih piruet in konča, in če ima mrtev obraz, ne bo šel naprej, kakor ena, ki bo naredila eno, padla pa se nasmejala, pa rekla, bom še enkrat. Resno.
Resno, dober pevec je nekdo, ki uživa v tem, ki je tehnično dosti dovršen in ko zafrkne dober. To, veš, kad si ne mi gre v konec. Ja. To. V Londonu so nas naučili, go wrong, go strong. High five. To, bravo.